Živijo. Leto je naokrog in spet je tu 1. april. Ja, tudi leto sem razmišljala o pranku, ampak iskreno ne vem. Skozi razmišljam o tem, kaj bi vas nasrala, ampak iskreno ne vem, kaj bi vas. Pač, to ni prank. Sincerely ne vem, kaj naj naredim. V glavnem, tudi po vsem tem stresu se enostavno nisem mogla spomniti nič originalnega, tako da sem se letos odločila, da naredim nekaj bolj dolgocajtnega, I guess. Pač, lani sem podarila svoje stvari in vse zamenjala Apple stvari in vse zamenjala z Huawei. Predlani sem kupila iPhone na Wishu, ki ga nisem in ne id kupati iPhone na Wishu, 2 leti kasneje še vedno moram to govoriti. V glavnem. Pač hotela sem narediti neki Apple, ampak ne znam več narediti pranka na Apple. Če ima kdo kak predlog za drugo leto, pač pišite mi dol spodaj, ker res ne vem. V glavnem, odločila sem se, da bom naredila pač nekaj drugega, zaradi tega, ker prvo, zakaj mi je sploh pomembno 1. april, Apple, what's the point? Apple je bil ustanovljen na 1. aprila in Apple meni ogromno pomeni in se pač odločila, da bom obdržala bolj to temo, kot pa temo prankov, zaradi tega, ker nikoli nisem bila neki ful za pranke. Ne maram jih delati, ne maram jih prejemati, to each their own. Vse itak zadnje leta ful ni več popularno delati pranke na YouTubeu, se mi zdi, da tako noben več ne dela tega. Odločila sem se, da bom ob 44. obletnici, odkar se je ustanovil Apple, naredila video o zgodovini Appla. V bistvu to obljubljam že ful dolgo. Here it is, ta video ste zelo dolgo čakali. Apple je bil ustanovljen na 1. aprila leta 1976, 44 let nazaj torej. Ne bom šla neki ful hude detajle, zaradi tega, ker je res obširna zgodba, ampak ta video vam lahko recimo pomaga, če boste delali kako predstavitev v šoli, maybe, something, ne vem, pač. Ali pa da si krajšate čas, zaradi tega, ker v tej karanteni pač nekaj boljšega zagledati, ker ste že cel YouTube okolo obrnali in pač zdaj ste tu. Začnimo na začetku. Verjetno zdaj že vsi poznate, kdo je Steve Jobs. To je moj čudovit mož. Not. To je sarkazem. Jaz nisem poročena s Steveom Jobsom. Nažalost. Steva Jobsa poznamo kot ustanovitelja podjetja Apple, ampak celotna ideja v bistvu sploh ni bila samo njegova. Tudi o njegovi zgodbi ne bom šla v detajle, zaradi tega, ker je tudi a lot in če vam bo ta video všeč, lahko spodaj komentirate, če mogoče naredim video o Steveu na podoben način. Dol spodaj, jej. Torej, celotna ideja, da bi se ukvarjal z računalniki, v bistvu ni bila samo od Steva Jobsa. Sicer se je v mladosti ukvarjal z sestavljanjem različnih računalnikov, ful je enih teh stvari, pač o njegovi preteklosti, kakor se rekla ne bom, ampak je imel prijatelja Steva Woznjaka, oziroma krajše Woz, s katerim sta se kasneje odločila sestaviti računalnik. Ideja za tem računalnikom je bila v bistvu čist simpel. Hotela sta narediti računalnik, ko ga lahko uporablja vsak. Se pravi, lahko uporabljam jaz, lahko uporabljaš ti, lahko uporablja tvoja mama, lahko uporabljajo v glavnem vsi normalni, navadni ljudje. Takrat niso imeli dostopa do teh tehnologij, recimo pač računalniki so takrat bili ogromni in so jih uporabljale samo večje firme, pa NASA. Woznjak se je navduševal nad sestavljanjem računalnikom, Jobs je bil pa v bistvu bolj navdušen nad idejo, da bi ta računalnik lahko imel vsak. In on je bil res genij za marketing in za pač kako prodajati in kako produkt prilagoditi kupcu, da ga bo čim več ljudi kupilo. In zaradi tega je v bistvu bil tudi tako ogromen vizionar, ampak that's a whole other story. Začela sta ustvarjati prvi PC oziroma personal computer. PC ne pomeni, da je to samo Windows, PC pomeni personal computer, se pravi osebni računalnik. In to je lahko tudi moj Mac je PC zaradi tega, ker je personal computer. Ampak pač smo zdaj navajeni, da se PC pač reče ostalim računalnikom, ki niso Apple. 1. aprila 1976 sta torej Steve Jobs in Steve Woznjak ustanovila Apple skupaj z, Ronaldom Wayneom, ampak vseh ostalih imen ne bom preveč omenjala, zaradi tega, ker jih je ogromno in jaz bi se rada osredotočila samo na tiste neke glavne pointe. Ustanovili so firmo Apple Computer Company in v bistvu je še danes več teorij, zakaj se sploh imenuje Apple, pač zakaj glih jabka. Prvi razlog je, Apple je ful prijazna beseda
in nakazuje na nekaj naravnega, na nek sočen sadež. Jobs ful ni hotel, da bi se slišalo kot nekaj hladnega, nekaj trdega, kar v bistvu računalniki takrat so bili. Ljudje takrat računalnikov sploh niso poznali in so jim je hotel vse te stvari na tak način približati, da bi jim bilo bolj domače. Jobs je imel ful rad jabolka. Imena se je domislil enkrat, ko je bil na eni svojih sadnih diet. On je imel celo življenje neke ful čudne diete. To bom mogoče govorila v videu o Steve Jobsu. Tretji razlog za Alana Turinga. Tisti, ki ga poznate, to je bil mož, ki je v bistvu razvozlal enigmo in velja za očeta računalništva. Jabolko pa zato, ker je umrl, ko je v bistvu pojedel oziroma ugriznil v jabolko, ki je bilo obloženo s cianidom. Jobs je sicer rekel, da načeloma bi bilo to ful cool, če bi bil to razlog, da imajo jabolko, ampak ni bil to glavni razlog. Četrti razlog je, da ugriz nakazuje, da je to v bistvu jabolko, da ni, ne vem, nek manjši sadež, kot pa recimo češnja ali karkoli druga. Peti razlog, v 70-ih so si firme izbirale imena glede na to, kje bojo v telefonskem imeniku, v pač knjigi telefonski imenik. Zato je Jobs v bistvu izbral Apple, ker je pred Atarijem in takrat je on delal za Atari in je hotel, da je njegova firma pred tem. Šesti razlog zaradi Isaaca Newtona. Tudi njega poznamo, vsi vemo, da je pač on prvi opazil gravitacijo in pač, kako se je to zgodilo, je bilo, da mu je jabolko padlo na glavo. Se pravi, logic, jabolka. Ta scena je v bistvu prikazana tudi na Applovem prvem logotipu, ki ga je dizajniral Steve Jobs. Dejansko je full cool logo, ampak ga niso dolgo uporabljali zaradi tega, ker je preveč zapleten in so pač kasneje v bistvu zelo hitro so prešaltali na ta mavričen jabolka logo, ki je pol v bistvu izgubil barve in je zdaj to, kar je. Sedmi razlog naj bi prikazovalo jabolko iz vrta Adama in Eve. Se pravi, jabolko je prepovedan sadež z drevesa znanja in naj bi bil računalnik točno to. Osmi razlog, zaradi Beatlov. Steve Jobs je bil ful ogromen fan Beatlov in je pač to poimenoval po tem, zaradi tega, ker so Beatli bili pod Apple Corps. V bistvu so imeli kasneje, imel Apple ful hude, ne vem, razne tožbe zaradi tega imena. Še posebej leta 2006, ko je Apple začel se ukvarjati z muziko prek iTunes Music Store. Deveti razlog, ki se niso spomnili nič boljšega. Realno to je rekel Woz v svoji knjigi I Was. Simple. Te knjige še nisem prebrala, ampak definitivno jo moram. Zdaj imamo ime in logo. Prvi računalnik je bil Apple I, ki se je prodajal za $666,66. Naj omenim, da takrat Woz ni poznal, pač da ni vedel, da je to povezano z kodičem. Pač všeč so mu bolj ponavljajoče številke, I guess, just programmer stuff. Prodali so jih v bistvu samo 200. Imel je pa ful posebne lastnosti. Imel je monitor, kar veliko računalnikov takrat ni imelo. Se pravi, si lahko videl, kaj si delal. Bil je hitrejši od ostalih, ampak v kakšne bolj podrobnosti pa ne bom šla, zaradi tega, ker bomo lahko tukaj 3 ure. Also, I don't know all this stuff. It's boring. Čeprav je bil računalnik ful preprost, so ga prepoznali kot genijalen dizajn. Pravo Woz. Kmalu je Jobs začel razmišljati o tem, da bi razširil firmo. Woz je pa začel z razvojem Apple II, ker je pač treba narediti nov produkt, ker tehnologija gre ful hitro naprej. Prototip je izdelal že avgusta leta 1976, predstavili pa so ga že aprila naslednje leto. Po uspešni prodaji na sejmu so ga začeli prodajati tudi na Japonskem, stal je pa $1298. Tako da, že takrat Apple ni bil poceni. Apple nikoli ni bil poceni. Poseben je bil predvsem zaradi tega, ker je kasneje dobil tudi barve, kar pač takrat še ni bilo tako popularno. Dobil je pa tudi vgrajeno tipkovnico zaradi Jobsove ideje, da mora biti računalnik pač celoti sestavljen, da ga ne rabiš sestavljati, brez nekih dodatnih delov, ko pač stran štrlijo. Tudi Apple enko se je dalo tako uporabljati, pač takoj, ko si jo vzel ven iz škatle, pač out of the box, ampak vseeno si mogel marsikaj vključiti, vpisati si mogel kodo za basic, se pravi, ni bilo glih toliko simple. Jobs je pa hotel, da bo Apple II preprost in eleganten. Teh računalnikov so prodali pol 6 milijonov, predno so jih nehali izdelovati leta 1993. Torej, kasneje so nadaljevali z razvijanjem teh računalnikov in ustvarili še Apple III in pa IPO, ampak po moje bo boljš, če se osredotoči samo nekaj na glavne točke, vsak računalnik posebej opisala, ker jih je veliko. Edino, kar je, Apple je bil vedno ful tekmovalen. Pač Jobs, pač tak je bil. In je skozi svojo zgodovino, skozi izzival svoje tekmece na
tak in drugačen način. Recimo, zanimivost. Ljudje so prepoznali neko Apple aroganco in to pač, kako so v bistvu kupci spregledovali napake, zaradi tega, ker so mislili, da je to full high, ne vem kakšna tehnologija, kar v bistvu delamo še zdaj. Mislim, da je to nekaj ostalo pri Applu, like od forever. Apple je takrat pregledal PC-je drugih proizvajalcev, recimo IBM, in je kasneje kupil celotno stran v Wall Street Journalu in napisal Welcome IBM, seriously. Pač, zakaj je Apple tak sassy teenager? What? IBM je takrat bil eden njihovih največjih tekmecev in zaradi te arogance so v bistvu tudi si precej za prodajo Apple 3 in jih je PC full malo prehitel, tako da vse je cool, da je pač biti malo aroganten, ampak don't overdo it. Ocenili so takrat po tem, awkward, da je 56% ameriških firm uporabljalo IBM računalnike in samo 16% Appleove. Ups. Glavni Appleov trg je bil v bistvu dom in pa manjši biznisi in šole. Potem pa pride leto 1983, ko Jobs naredi Liso, pa računalnik ne zval včero. Oboje, actually. Mislim, da res mora narediti video posebej o Steveu, zaradi tega, ker je pač ta čist zgodba za sebe, ampak Lisa naj bi bil kao Steveu Local Integrated Software Architecture, ki pa je v bistvu v resnici poimenovana po njegovih hčeri Lisi. Everyone knows that, samo on ne. In tudi v bistvu hčerke Lise ful dolgo ni priznal. Ampak, kar sem rekla, to je čist story za sebe. Definitivno pa dajte like na ta video, pa dol spodaj komentirajte, če si želite videti ta video. Gremo naprej. 1984, pomembno leto, Macintosh. Ne toliko kot sam računalnik, je najverjetneje bolj znana reklama za ta računalnik. Predvajana je bila 22. januarja 1984 in predstavlja žensko, ki reši ljudstvo pred Big Brotherjem oziroma pred nekim velikim bratom. Reklama je pa v bistvu precej čudna, actually, ampak je pustila ful dobro vtis. Predvajana je bila v bistvu med Super Bowlom in to samo enkrat, pa so si vsi zapomnili, genialno. Takrat so se v bistvu napisale 24. januarja 1984 bo Apple predstavil Macintosh. In videli boste, zakaj 1984 ne bo kot 1984. S tem namiguje na roman 1984 od Georgea Orwella. 24. januarja 1984 je izšel Macintosh. Ja, pač Jobs ga je ful cel čustven, navdušen, teatralno pokazal tam na odru, ker ga je v bistvu razvijal že od leta 1981, se pravi 3 leta. Zanimivo pa je, da je Jobs v bistvu sovražil ime Macintosh. Se mu je zdelo preveč srčkano in ga je hotel preimenovati v Bicycle, kar nima smisla, zaradi tega, ker Macintosh je vrsta jabolke. Makes sense. V glavnem ni mu ratalo. Obviously obdržal Macintosh. Ampak mislili so, da bo šlo vse super. Imeli so vrhunsko reklamo, ampak zaradi počasnosti in pa zaradi premalo programske opreme je računalnik izgubljal prodajo že do konca leta. Not so good. Marsikdo je rekel, da je ta računalnik precej pač kot igračka. Poskusili so pa tudi z novim načinom promocije. Imenoval se je Test Drive a Macintosh. V bistvu je bil fora v tem, da vsi, ko so imeli kreditno kartico, so si lahko Macintosha sposodili za 24 ur. Sodelovalo je nekaj 200,000 ljudi, ampak se je izkazalo, da to ni lih tak najboljši plan, zaradi tega, ker ko so te računalnike vrnili, jih je bilo veliko v preslabem stanju, da bi jih lahko prodali naprej, tako da so to nehali delati. Zato je v bistvu mogel takrat že CEO kampanje John Sculley ceno zvišati iz $1995 na $2495. To je v bistvu iz $4900 na $6100. Apple je drag. In pride 1985, ko sta Jobs in Woz zapustila Apple. V bistvu so takrat spoznali, da jih je IBM končno premagal in je to povzročilo ogromen nemir med Jobsom in pa med novim CEO-jem oziroma novim direktorjem Johnom Sculleyjem, ki ga je Jobs sam najel 2 leti predtem z znanim stavkom. A želiš vedno prodajati sladkano vodo ali bi rad prišel k meni in spremenil svet? Teda ja, sam sebe je zajel. Ampak njune vizije so se ful razlikovale. Sculley je ful podpiral odprte sisteme. Sculley ni bil glih računalničar, zaradi tega, ker Sculley je predtem prodajal Pepsi. To sem pozabila omeniti. V glavnem pač Sculley je prodajal Pepsi in potem je prišel na Apple. Zato je rekel sladkano vodo.
no shit. Jobs se z odprtimi sistemi ni strinjal, po marsičem se nista strinjala, ampak je Scully žal imel moč, da je Jobsa odslovil. Jobs je ostal popolnoma brez kontrole nad firmo, ki jo je sam ustvaril. Nekaj Applovih uslužbencev je potegnil sicer s sabo, da so šli graditi nekaj na novo in so začeli delati Next. Ta projekt je bil čist neodvisen od Apple. Jobs je hotel narediti nekaj, da je tekmec Apple, zaradi tega, ker he's a feisty little bitch. Takrat je kupil tudi hišo vizualnih efektov, ki je v bistvu prej uporabil George Lucas oziroma Lucasfilm za Star Wars. To je bil Pixar, ki ga še danes poznamo kot enega največjih ustvarjalcev risank. Torej, čeprav Next ni glih zares zaživel, je pa Jobs naredil to, kar je hotel. Next je bil predrag za ljudi. Uporabljali so ga sicer v šolah, naj bi bil namenjen za učne namene. Vseeno je prispeval ogromno v računalništvo. Recimo, operacijski sistem Next Step, ki ga je imel, je bil kasneje razvit v macOS X. Pride leta 1985 do 1997, ki so nekako črna leta Appla, ker pač brez Jobsa ni šlo tako dobro. Imeli so full slab marketing, bili so predragi, vedno so precenili število prodanih enot in ostajalo jim je ogromno neprodanih računalnikov, zaradi tega jih je tudi ogromno v raznih muzejih in te fore. Dobili so tudi ponudbo, da jih kupi IBM. IBM bi lahko kupil Apple, ampak so na srečo to ponudbo zavrnili. Mogoče mislite, da je Jobs prvi, ko je predstavil Apple telefon. Actually, to ni res, zaradi tega, ker je Apple predstavil svoj telefon, oziroma pač mobilni telefon, je razvijal že predtem. To je bil Newton, ki je bil nek digitalni asistent, ki pa se obviously ni nikoli prijel. Ampak moram pomeniti, da leta 1994 so pa v bistvu razvili nekaj ful zanimivega. To je bila prva digitalna kamera, Apple QuickTake 100, ki je bila revolucionarna, ampak ni se prijela zaradi dejstva, da je lahko fotografirala samo 8 fotografij, ni imela viewfinderja, se pravi, da si lahko videl, kaj ti slikaš. In tudi kvaliteta ni bila dobra in pač to je bilo veliko preslabo za ceno $1900. Ampak leta 1996 je Apple kupil Jobsov Next in Steve je bil nazaj. Zdaj sledi neka Applova vrnitev. Leta 1997 je Jobs spet postal CEO Apple in je ostal do avgusta leta 2011, le mesec pred svojo smrtjo, septembra 2011 je v bistvu predtem je pač odstopil and then it happened what happened. Umrl je zaradi raka na trebušni slinavki, ampak je vseeno predtem pri Apple razvil ogromno enih novih stvari. Recimo, same uspešne stvari, ki jih najbrž tudi vi poznate, ali pa celo uporabljate. To so iMaci, iBooki, PowerMac G4 in sploh z tem iMacom so v bistvu ljudje opazili, da gre pri Apple ful za dizajn in za estetiko njihovih produktov. Leta 1999 pa so predstavili tudi prvi prenosni računalnik iBook, ki je omogočal dostop do interneta. To je bilo revolutionary as hell. Takrat so razvili tudi macOS X, kakor sem rekla, iz Next Step. Sistem v bistvu združuje stabilnost, zanesljivost in varnost, vse, kar je Jobs hotel in tudi to, da je zelo prijazen do uporabnika. Vem, da marsikdo reče, da je kao macOS je za debile ali whatever, ampak honestly, ja, simple je. In zato je tudi meni všeč, ker jaz sem a simple person. Ne da se mi več z Windowsi ukvarjati, I don't have the brain capacity for that. Naslednja stvar, ko so jo tudi začeli razvijati, so bile različne trgovine. In ja, ful se sliši nenavadno, pač ja, trgovine so zdaj že ful poznane, ampak takrat se tehnologija ni prodajala na tak način, poleg tega hoteli so malo boostati, da ljudje pač vidijo, kaj je to, da so si lahko prišli vse pogledati. Ampak takrat so v bistvu začeli, je bila ena prva takih trgovin, kjer so imeli dejansko vse na displeju, tako vidimo v Apple trgovinah še danes in tudi v drugih trgovinah, zaradi tega, ker zdaj vsi to delajo. In pa tudi iPod. iPod je bil pa en pomemben mejnik, preden se je začelo nekaj druga dogajati. A se še kdo spomni iPadov? Moj ati, mislim, da ima še vedno v avtu iPod sem mislila. iPod Shuffle. In to je v bistvu MP3. A še kdo sploh ve, kaj je MP3? Ta MP3 je lahko držal 1000 pesmi, kar je bilo takrat. Iz tega iPoda se je kasneje razvil tudi iPhone in kasneje tudi iPad, zaradi tega, ker iPhone je v bistvu sam iPod s touchem in pa s klici in iPad je v bistvu sam iPhone malo večji. Kasneje so predstavili tudi iTunes v kombinaciji z iPodom, ki je bil v bistvu tudi pomemben faktor pri tem, kako ljudje poslušajo pesmi, ker
Če še niste opazili, oziroma če še niste slišali, downloadanje pesmi z YouTubea ni glih legalno, pri nas je še dost ok, ampak marsikje drugi, not so much. In tudi takrat je bilo kind of nemogoče, ker pač nisi mogel kar pogooglati in downloadati pesmi. Bi šla še v full detajlov glede vseh stvari, ampak ne bom zaradi tega, ker nimamo časa in pa mogoče bi bilo fest nezanimivo. Hotela sem vam sam predstaviti neke glavne stvari in pa zanimivosti. Recimo zanimivost mi je to popolnoma mind-blowing. Apple zasluži $5,000 vsako sekundo. Imajo več denarja kot ameriška zakladnica. Ameriška zakladnica ima sam 49 bilijonov. Leta 2004 naj bi imel Apple 160 bilijonov. That's a lot. Kaj Apple dela s temi stvarmi? Apple Ring, Apple Park, vse te stvari, pač oni imajo res denar za preseravati. Iskreno, they can do that. V Cupertinu imajo wellness center, kako cool je to. In ja, Jobsov point je bil, da je Apple cool. Da ga z veseljem razkazuješ, pač ne vem, da pokažeš, glej, kaj imam jaz, čeprav ta dizajn njemu ne bi bil všeč, ampak anyway. Da je lep in estetski, ogromen je dal na to. Moramo omeniti tudi Johnnyja Iva, ki ga je najel kot dizajnerja in je v bistvu znan po vseh sortah produktov, recimo iMac G3, iBook G3, G4 Cube s svojimi zvočniki, Apple iSub speakers, iBook G4, iPod, iMac G4, iMac G5, iPod mini, iPhone, ta prvi in tudi kasnejši so, iPad, iOS 7, Apple Watch in pa tudi Apple Park. Zdaj pa mislim, da je res zadnja zanimivost. Ja. Apple je full skrivnosten. Kadarkoli razvijajo neki, v bistvu devajo razvijalcem tudi fake projekte. In če slučajno kjer izmed teh fake projektov pride v javnost, tega zaposlenega, ko je to naredil, takoj odpustijo. What? Pač ja. Zato vam jaz pravim, da ne mi pošiljati že marca, kaj vi slišite, kakšen bo iPhone letos, zaradi tega, ker to bomo izvedeli šele septembra. Tako vsako leto. Še nikoli nismo imeli 100% prav, kak bo naslednji iPhone in tudi jaz rada teoriziram, ampak ne mi prepričvati, da tak bo, tako tukaj piše, zaradi tega, ker trust me, I do a lot of research. Apple vedno naredi nekaj po svoje. Ne bo tako, kako vi mislite. Če se kadarkoli razve, Apple to takoj spremeni, ker hočejo, da ostane skrivnost in da ostane presenečenje, ker dajo ogromno na to. Mislim, da so to nekrat vse stvari, ko sem jih hotela povedati, za na konec pa še to. Ja, nekateri ljudje uporabljajo PC-je, se pravi pač Windows, nekateri ljudje tudi uporabljajo Linux, nekateri imajo radi Android, nekateri imamo pa radi Apple. In vsak ima prav. Meni pa še Apple. Tep ne pa še Apple, maybe. So what? Jaz sem navajena na moj sistem, na varnost, na zanesljivost, na ceno. In mene v bistvu do zdaj še ni nič razočaralo, nič me še ni pustilo na cedilu, moram potrkati. In ne pravi, da more tudi vas, ne iti zdaj kar takoj na internet si kupati ne vem kaj iPhone-a in ne vem kaj vse, zaradi tega, ker respektam vse. Tu sem samo zato, da vam povem eno tako zgodbo, ker se mi je to vse zdelo zanimivo. Sicer ne vem, po moje zgodbe o Windowsu ne bom delala zaradi tega, oziroma v Microsoftu, zaradi tega, ker to pač meni ni zanimivo, čeprav znalo bi biti, I don't know, maybe, mogoče enkrat. Ja, pač vsak naj uporablja to, kar hoče, vsem je všeč nekaj drugega, meni je všeč tu full tale moj hoodie, ko ga imam gor, tu je moj official merch, dol spod je link, lahko si greš kaj kupiti. Priporočam, very high quality, very nice. Na koncu pa, ja, če ti je všeč Apple, dol spodi dropen jabko, če ti pa ni všeč Apple, pa dropej kjerkoli drug sadež, zaradi tega, ker pač sadje je zdravo, ne glede na to, kjer sorte je. To je drugač, to za ta video, upam, da vam je bil všeč, kaj sem že prej rekla, če vam je bil všeč, mu dajte en like, komentirajte dol spodi in to je to za ta video. Subscribite se na moj kanal in pejte mi slediti na Instagramu, pa pejte kupiti moj merch. To je to, se vidimo naslednjič, čau!